Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je pretekli četrtek sešel na svoji 20. redni seji. Uvodoma je potrdil občinski proračun za prihodnje leto. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je proračun komentiral tudi na novinarski konferenci. Prihodkov imamo tam 41 milijonov, odhodkov je planiranih 46 milijonov in pol, kar zadeva seveda teh prihodkov je približno 24,3 povprečnine, potem pa slabih 10 milijonov računamo na sredstev iz drugih virov EU, pa še kakšna sofinanciranja, vendar to je v veliki meri odvisno, kako bodo stvari potekale. Potem pa so še ostali naši viri in pa za zapiranje proračuna pa imamo 6,5 milijona zadolžitve. Zdaj sva ta zadolžitev je povezana z realizacijo projektov, in jaz pa če enkrat podarjam to, kar vedno podarjam, da je upravičena z tega vidika, da mi s tem pravzaprav zagotavljamo v bistvu pritok teh slabih 10 milijonov sofinancirskih deležev, ker drugače ni mogoče zapirati finančne konstrukcije. Je res, da se povprečnina od prvega do drugega branja malo popravlja, ampak bistveno premalo, če smo popolnoma iskreni. Vsaj 100 evrov po teh izračunih bi morala biti višja, zdaj če je bila 100 evrov višja, je to en del vira in pa drugi del vira, ki je povezan s tistim posebnim ukrepom, ker pa mi tudi nismo upravičeni, ne po ne vem kakem, oziroma po zanimivem tolmačenju, pa tega ne bom komentiral. In v bistvu ta izpad prihodkov pravzaprav v veliki meri pokriva to zadolžitev. Te zadolžitve skoraj ne bi bilo, če bi imeli tiste vire, za katere menim, da bi jih občina morala dobiti v skladu z zakonodajo pač na voljo. Zdaj, kar zadeva samega proračuna, mi pač poskušamo čim bolj pelati te projekte, prvega poskušamo še vedno držati projektno naravnanega. Zdaj jaz upam, da ker tu note tudi precej projektov planirajo na eni strani tisti, ki so iz naslova dogovora za razvoj regij, pa še ne kandidiramo, ali smo na neke razpisov, recimo za avtobusno postajo. Upam, da bomo tam tudi uspeli in da bomo lahko te stvari potem čim bolj tekoče speljali. Je pa verjetno škoda, da se ne ta sofinanciranje bolj enakomerno porazdelijo čez celotno obdobje, ker bi potem verjetno tudi cene na trgu bile pač nižje. Zdaj dejstvo pač je, da je zdaj sve ta investicijski cikl je preleta kot vedno v neko časovno obdobje, ki ni idealno. Zdaj vemo, drugo leto imamo dvojne volitve, to je en del, drugi del je pa povedal pravzaprav skoriščenje evropskih sredstev. Zdaj ne vem, koliko pač gledate, mi praktične realizacije na dogovor za razvoj regij še ni, recimo naši mi imamo dva projekta, ki mislim, en je tako rekoč skoraj končan, drugega smo zdaj tudi razpisali, kolesarsko povezavo, pa bi že lahko bila končana, če bi si, bom rekel, upali prej razpisati, glede na pogoje, ki so postavljeni, pa verjetno še kateri od teh projektov in bi verjetno dosegali bolj ugodne cene, bom rekel, na trgu, ker pač zdaj bo ogromno teh investicij, in normalno, da ste potem rastejo. To je en del problema, drugi problema pa tudi, pa zelo podobno zadeva pa tudi na projektne dokumentacije. Teda še enkrat mi pač poskušamo držati ta razvojni cikl, ker je to neka posredna pomoč, mene vprašate, tudi gospodarstvo in vlaganje v infrastrukturo je tudi vedno en del, zelo pomemben delež BDP-ja, če gledamo na celoviti ravni. In ne nazadnje, te osnovna infrastruktura je pravzaprav tisto, kar je osnovna naloga občine. Občina mora zagotavljati pogoje za delovanje. Svetniki so med drugim od Ministrstva za notranje zadeve in Policije Republike Slovenije zahtevali, da se na policijski postaji Slovenska Bistrica takoj ponovno vzpostavi nočno dežurstvo. Mi smo bili neuradno v tem seznanjeni že kar nekaj časa nazaj. Ko smo bili v tem seznanjeni, smo skupaj vsi štirje župani, oziroma županje in župani, ki jih pokriva policijska postaja, naslovili pismo na takratnega ministra, ne pa tudi šlo vedno s ostalim, da pač se s tem ne moramo strinjati, ker pa imamo mi zdaj kar, tako rekoč, skoraj mesečno seje varnostnega sosveta, smo na zadnji seji sosveta bili seznanjeni s tem, ker ni več načelnik, pa zdaj spet komandir,
policijske postaje nas obvestijo, da je pravzaprav dežurna služba že ukinjena. Ne. In tako da je varnostni sosed pač predlagal to gradivo za občinski svet. Jaz upam, no, da se bo to upoštevalo, ker smo eno podobno zgodbo že imeli nekaj časa nazaj in takrat je bil tak apel pač akceptiran. Jaz mislim, da je to res velika težava, ne, ker formalno imamo eno ali dve patrulji, potem pa mislim, da celo samo eno iz policijske postaje, ne za celotno območje upravne enote, si predstavljate, ne, da če se nekaj zgodi na vrh Pohorja, ne, potem nimaš nikjer nikogar. Pa še ena stvar je, ne, mi imamo eno mrežo varnih točk, vezanih na ta UNICEF-ov program in ena od teh točk je policijska postaja, ne, ki je pravzaprav bila prej odprta res celi 24 ur, ne, si imel kam oditi, ne, zdaj pa še tega več ni. Ne. Ostale točke so pač odprte takrat, dok so tam tisti, ki tam delajo, ne, tam pa jih ni.